Lepo pozdravljeni. V imenu Študijskega centra za narodno spravo vas prav lepo vse pozdravljam. Sicer nadomeščam gospoda direktorja, ki se pač tega srečanja oziroma te predstavitve ne more udeležiti, ker je na službenem potovanju v tujini. Tako da imam sam to čas kot predsednik sveta, da prav lepo navzoče in seveda naše drage goste lepo pozdravim, še posebej gospo Miro, ker danes bomo prvič predstavili sploh to njeno knjigo. To gre za njeno prvo predstavitev, tako da vsi lepo dobrodošli. Zdaj bi pa kar besedo predal gospodu Ivo Jevnikarju, ki bo vodil to predstavitev. Hvala. Lepa hvala Damjanu Andžiču in seveda tudi Petri Grabrovec, ki nas bo še razveselila z glasbo malo kasneje. Lepo pozdravljeni vsi, zlasti gospa Mira Adamič, Kosem. To je krstna predstavitev njenih spominov in razmišljanj, niso samo spomini, so tudi izražene želje po miru, po spravi, po napredku slovenskega naroda. Knjiga je šla v Trstu pri Mladiki. Mladika ni prvič v teh prostorih. In to v nizu, torej v zbirki Zapisi iz domstva. To je zbirka knjig, ki prinaša spomine, razmišljanja naših ljudi po svetu. In to je že deveti zvezek. Posebnost te knjige je v tem, da obravnava, torej poleg ostalega, ampak recimo tu vidimo slike umika beguncev in vojakov prek Ljubelja, maja 1945. No, njen oče je opravil to pot in taborišča. Medtem ko je sama z mamo in z ostalimi člani družine se pridružila očetu v Clevelandu v Združenih državah 10 let kasneje. In ta zgodba o teh ločenih družinah, o uživljanju, torej najprej o življenju v domovini, v domačih krajih, v neravno prijaznih okoliščinah v prvih 10 povojnih letih in potem uživljanje v čisto nove domovine, kot se glasi naslov ene razstave, to je redko obravnavano v naši publicistiki, v naših knjigah in mislim, da avtorica izjemno lepo, zelo čustveno, ne vem, če se sme še danes reči, ampak z veliko žensko občutljivostjo vse to prikazuje. Sama je, kot veste, se je med vami veliko tudi njenih sorodnikov in znancev. Sama je doma iz Sodržice na Dolenjskem. Ko se je leta 1955 znašla v Clevelandu in začela vse znova, brez poznavanja jezika, brez šole in tako dalje, se je vključila v slovensko skupnost, v kateri je še vedno zelo dejavna, zlasti veste, da v Clevelandu danes sta osrednji središči dve slovenski župniji, Sveti Vid in Marija Vnebovzeta, ona je pri Mariji Vnebovzeti. In potem je tako zbirališče Slovencev, tudi takih, ki sploh ne govorijo več slovensko, ampak gojijo slovensko zavest na slovenski pristavi, precej zunaj mesta, za naše razmere, za njihove je čisto blizu. Ampak od začetka je bila v dramskih skupinah, v zboru Korotan, z njim tudi gostovala v Sloveniji, prej v zamejstvu, ko je bila še doma diktatura, pozneje tudi v matični Sloveniji, tudi v Cankarjevem domu, zlasti ko je šlo za obletnico povojnih pobojev in začetka begunstva. Torej vse to se v tej knjigi lepo preliva skupaj z zgodbo njene družine, začetne in potem ameriške družine in s temi željami, ki jih izraža že naslov Pozdravljena zemlja. To je rdeča nit celotne knjige, to je naslov neke poezije, ki je postala nekakšna himna Korotancev v Združenih državah. In potem bo že sama povedala, kako je od prvih začetkov v Ameriki do danes ta poezija neka rdeča nit, neko upanje,
spomin na trpljenje, ampak tudi upanje v spravo. Jaz bi zdaj prosil Marto Keršič, tukaj iz tega študijskega centra, da nam pove, zakaj je ravno ta inštitut pravšnji prostor za krstno predstavitev te knjige. Bomo sicer predstavili še ta teden knjigo tudi v domači Sodržici, ampak tukaj se začenja pot te knjige in Marta nam bo znala povedati o gostoljubnosti, ki sem jo tudi sam okusil, marsikdo tukaj v Clevelandu, pri družini Mire, ampak tudi o tem, kako je pomagala inštitutu oziroma centru pri raziskovanju naše preteklosti in kako je tudi nastala knjiga, pri kateri je bistveno sodelovala Marta. Ivo, hvala za besedo, pa lep pozdrav vsem zbranim. Res smo počaščeni, da je predstavitev te knjige prav na Študijskem centru za narodno spravo in jaz tudi nekako vedno pravim, da je prav privilegij imeti Miro za prijateljico. Lahko rečem, da smo prijatelji. Kako pa se je vse skupaj začelo? V bistvu v letu 2010 takrat je Študijski center za narodno spravo obiskal Jim Kosem, ki je bil raziskovalec na univerzi v Nottinghamu in je s sodelavcem obiskal Študijski center z namenom, da predstavi ta projekt Spomenik. Študijski center se je v ta projekt vključil testno, tako da smo tudi na terenu, to se pravi v Kočevskem rogu, izvedli nek testni projekt, kako bi to izgledalo. In od takrat naprej se je začelo tudi sodelovanje z Miro, kajti kmalu smo izvedeli, da je Jim potomec slovenskih staršev, Marjana Kosem in Mire Adamič, rojene, poročene Kosem. Tako da že v naslednjem letu, to se pravi leta 2011, nam je Mira na široko odprla svoja vrata. Takrat smo se tudi prvič videli v živo. V Ameriko smo se odpravili sodelavke Študijskega centra za narodno spravo, dr. Mateja Čauh-Kladnik, dr. Jelka Piškorič in jaz. In bile res deležne ene velike gostoljubnosti. Jaz tako povem, da se mi je zdelo, da živim v najboljšem hotelu, ker to ni bilo samo prenočišče, tukaj se je čutila ena človeška sprejetost, toplina, nek pravi dom. Tako da smo ji bile takrat neizmerno hvaležne. Plus tega, da nam je zelo pomagala pri tem, da nam je odpirala tudi vrata ostalih domov. Preko nje smo takrat v dobrem tednu uspeli posneti skoraj 20 pričevalcev, različnih, to se pravi med Slovenci, med slovensko skupnostjo. In ta pričevanja smo kasneje s pridom uporabile pri oblikovanju zakladnice spominov, to je spletna stran, kjer so objavljena pričevanja. Potem so bila večkrat objavljena v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Uporabili smo jih tudi v znanstvenih člankih, v različnih prispevkih, na konferencah. Zgodba Mire in njene družine pa se je ponujala kar sama od sebe, da bi jo predstavila tudi v knjižni obliki. Tako sva s sodelavko Jelko leta 2016 izdale, bom rekla, eno knjižico z naslovom Jaz vem, da sem Slovenka, v kateri sva opisali begunsko pot družine Adamič. Dvojezično. Tako je, knjiga je bila dvojezična, prav tudi zaradi nekako želje slovenske skupnosti, da se ta problematika predstavi tudi mlajši generaciji, mogoče tudi tistim, ki slovenskega jezika niso bili več tako vešči. Tako da od takrat naprej pa lahko rečem, da se je sodelovanje nadaljevalo. Mira s sestro Pavlino je naslednje leto obiskala Slovenijo, imeli smo eno luštno pa lepo predstavitev tudi v Sodražici in prijateljstvo traja še vedno.
Lepa hvala. No, prej omenjeni Mirin sin Jim je danes Ljubljančan s svojo družino. Sedi tukaj in je ravno danes srečal Abrahama, lahko povemo, ne? Ja. Torej, Jože Možina, ki sedi tu z nami, ga boste videli tudi na kakšni sliki v knjigi, je bil tudi deležen gostoljubnosti v Clevelandu in to bo sam povedal, ampak Mira in Mosta mu pomagala priti do dveh izmed rešencev iz Kočevskih Brezen. In pozneje, ko je imel zbor Korotan nekakšno spominsko romanje po Sloveniji, je skupaj s snemalcem Jagrom posnel vse skupaj in je to zdaj na voljo tudi v obliki DVD-ja in dveh spremnih knjižic, ena v slovenščini, ena v angleščini. No, prosim, Jože, če bi ti zdaj malo obudil te spomine in nekaj povedal o knjigi. Hvala lepa, Ivo, za besedo. Spoštovana Mira, dragi prijatelji. Prav vesel je človek, ko se čuti med svojimi ljudmi in lepo je obuditi spomin na tisto, kar se je zgodilo leta 1995, se mi zdi. Pravkar mi je Mira rekla... 2005, pardon, ja. Pravkar mi je Mira rekla, da je takrat bila naša gostiteljica po napaki, po naključju, da se je nekdo prej odpovedal. Kaj bi šele bilo, če bi bilo že prej načrtovano? Gospa je bila bolna. Aha, tako je bilo. V glavnem res to je bilo 2005, so se s snemalcem Jožetom podala v Združene države, takrat sem snemal film Čas vojne in sem pač potreboval, oziroma želel sem si spoznati kakšnega rešenca iz Brezna, takrat sta bila živa še dva, Milan Zajc in pa Franc Kozina. In dejansko baza je bila tam v tisti vaši prelepi hiši na obronkih Clevelanda. Tam je tudi nastala kakšna pesem, moram reči, in tudi uvod v ta čas vojne, ki se začne z lagoma iz obteženih oblakov, kot iz težkih misli so padle zle slutne na ramena in globje v srce. To je nastalo tam pri vas in tudi vodni posnetki, ko sneg pada skozi neke take temne oblake, to je takrat pri vas nastalo, je bilo prav idilično. In tista toplina, tista slovenska bližina dejansko je bila velik navdih, da smo veliko takrat naredili. Nepozabno je bilo srečanje z Milanom Zajcem, kot bi rekel, kot neka molitev, kot neka kontemplacija, me je zaznamovalo za celo življenje. Skupaj smo šli pa takrat tudi na Niagarske slapove, kjer smo spoznali gospoda Franca Kozino in njegovo pričevanje je tudi vključeno v ta film Čas vojne. Zanimivo je, da marsikaj se tukaj da povedati, ampak ti najbolj preizkušeni ljudje, tudi kot gospod Franc Kozina, so verjetno zaradi krščanskega temelja delovali izredno spravljivo. Kljub temu, da je Franc Kozina preživel nekaj dni v jami, da je potem zbežal ven, da je bilo nezaupanje tako, da ko je prišel domov in ga je mama pač objela in je čutil njene solze na svojih ramenih, ga je potem skrila na podstrešje, ker je bil brat partizan, major in ni želela, da bi ga brat videl, ker ni zaupala. Tako sovraštvo je takrat po vojni nastalo strani komunističnih oblastnikov. Tako da ta misija je bila takrat izredno uspešna in tako krasno smo se pri vas počutili. Seveda neverjetno, moram reči, da neponovljivo vse skupaj. In potem smo to nadaljevali res še ob obisku zbora Korotan, sodelovali pri tej veliki prireditvi, ki je bila v Cankarjevem domu, ne vem, koliko to poznate, ampak to je bila res ena manifestacija slovenstva, zamejskega in zdomstva, kot ga ni bilo, mislim, da niti prej, niti kasneje, prepoln Cankarjev dom, slovenska pesem, zdomci, seljenci, solze, smeh, vse je bilo, ne? Tako, bi pa ob tem, ko se pogovarjamo o teh spominih, dejansko izpostavil tudi veliko delo, ki ga tukaj opravlja Ivo Jevnikar, res nekaj izjemnega, da to počnete. Tukaj je seveda gospa Mira, ampak da to ni seveda prva knjiga v tej zbirki, izredno pomembno je to, kar počnete. Knjiga sama pa, najprej sem seveda rekel, malo preletel, potem pa tudi človeka kar posrka in res svetujem, da se vzamete v roko, ker nima le te zgodovinske komponente, ampak deluje tudi na tej antropološki ravni, je izredno zanimiva
Recimo, kako je Mira ne vem koliko let živela pri sorodnikih pravzaprav, ne? In hodila mimo hiše svoje mame kot, ne vem kako bi sploh tako rekli. Potem se je spet vrnila k mami in nekako je bilo treba ta odnos vzpostaviti na novo, ne? Potem druga stvar, ko so odšli v Združene države, ne? Njihov oče je bil tujec, ne, za njih. Mira se ga je komaj spomnila, mlajši brat pa sploh ne. In to so te zanimive antropološke dimenzije, kako pravzaprav zgraditi spet nek odnos, kako ga obuditi in kako živeti naprej, ne. In kakšne preizkušnje so te generacije dale skozi in nekako obstale, seveda ob vseh težavah, ki so jih normalno tudi imeli, če primerjamo z današnjimi časi, ko gre malo nekaj narobe in je vse narobe, ne. Tako da je tudi knjiga lahko en učbenik, kako se človek prebija skozi življenje na nek pozitiven način. Sama knjiga pa je tudi pričevanje o neki osebi, o eni Slovenki, ki je kot drugorazredna državljanka sicer odrasla v Sloveniji, tam v Sodružici, in potem v Združenih državah postala kar nek svetlinlik, mislim, da za našo slovensko stvar, in je to še danes. In najlepša hvala, Mira, za vaše pričevanje in seveda za to knjigo. Preden damo besedo Miri, bi prosili še za glasbeni utrinek. Hvala. Zdaj pa je na vrsti avtorica. Bi predlagal, da začnemo kar pri naslovu, ne? Sem rekel, da je ta naslov Pozdravljena zemlja, rdeča nit celotne knjige, ampak tudi življenja v bistvu, ne? Ja. Prosim. Tako sem se jaz počutila, ko smo začeli vaje pri Korotanu. Posebno pol sem bolj premislena. Sem rekla prav, tako sem rekla. Saj to je naše življenje, to so naše izkušnje. In ta pesem besedilo te pesmi me je popolnoma prevzelo, tako da, a povem tisto naprej? Naprej. Ko je postala Slovenija neodvisna, sem tako rekoč popolnoma ponorela. In ko je bil premier Peterle, ko je obiskoval Cleveland, smo se tako dobro imeli, tako je bilo prijetno. On je z nami, je bil, vsi smo bili tako vzhičeni. In potem na en pikniku smo se dobili in ob ognju peli in plesali in vse. Potem drug dan je bila pa na pristavi spominska maša in je položil venc pod spomenikom, kjer so žrtve konci male. Ja. In tisto me je pa to ganilo,
kako, ker prej se ljudje niti niso upali ustaviti pri kapelci, maša je bila pri kapelci. In kar naenkrat, naenkrat je premier prinese venc. In tisto noč jaz nisem mogla spati do 3. In nekako mi je Pozdravljena zemlja besedilo vrlo iz moje glave, jaz ne vem kako. In sem uporabila verze iz te pesmi za spis Vstajenje, ki sem ga objavila v ameriški domovini. In sem se usedla, pa točke napisala in potem sem lahko zaspala. In ker sem imela snovane v glavnem predstavljeno. In to je pa, delo je mojega drugega moža, Pavleta, on je besedilo ustvaril. Metod Milač je bil pa skladatelj in itak sta prijatelja. Tako da Milač nas je imel pri Korotanu, je bil naš pevovodja 10 let. To je bilo vse pred. Za leta 1961 smo krstno predstavili Pozdravljena zemlja v Clevelandu. In potem ga zmeraj za velike obletnice predstavljamo. To je pesem, kantata, ki govori o trpljenju, ampak tudi o upanju, ne? Ja, in kako je bilo lepo prej. Podoknice in vse. Vsekakor, ta knjiga ni tvoje prvo pisanje, si začela pisati še kot študentka, potem za ameriško domovino, slovensko-ameriške čase, to je sedanji mesečnik Slovencev v Clevelandu. Pisanje je bilo po eni strani izraz ljubezni do snovi, ki jo obravnavaš, pričevanjsko, po drugi strani tudi nekakšna terapija, ne? Ja. Brez nadaljnjega. Povem nekaj o tem tudi. Kaj ti, gospa je bila nepriporočena z Marjanom Kosmom, ki je potem po hudi bolezni preminil. Skupaj z njim sta tudi pripravila to in seveda z Jožetom Možino to kaseto oziroma to DVD ploščo, ne? Ja. In potem, ko je mož umrl, je priskočil nekako na pomoč avtor ravno te pesmi, ki jih prej osebno nisi poznala. Točno. Napisal v angleščini zgodbo tega potovanja, romanja, pa tega, kaj se je dogajalo med vojno v Sloveniji in tako dalje. In je potem postopoma prišlo do zbližanja in novega zakona. In mislim, je zelo edinstveno, bi rekel, kako opisuje z veliko ljubeznijo prvega in drugega moža in kako to na preprost, zelo iskren način predstavlja to življenjsko zgodbo, ki je nekateri niso mogli razumeti, recimo, ne? Ja. Vsaj nekaj časa, ne? Evo, ko je Pavle Božnik, pa drugi mož, pa je bil že utečen publicist, ne, stalno je pisal, pa več knjig izdal tudi v angleščini in tako dalje. Potem je napisal spomine, Moj čas, ki so najprej iskali založnika nekje v Ljubljani, ga niso našli, potem so prišli do Mladike. Pri Mladiki sem bil jaz za to odgovoren, ampak dolgo se nisem tega lotil, ker je bilo, pač so bile druge stvari na vrsti in malo časa, tako da je že obupal in obiskovalke iz Centra za narodno spravo, ki so stanovali v njuni hiši, so slišali marsikatero tudi na moj račun. Ampak potem je knjiga išla
Mira je izredno pomagala zlasti z tehničnega vidika, vse fotografije in tako dalje. In potem smo rekli, bomo knjigo predstavili v Clevelandu in takrat so se vse ti nesporazumi poravnali in od takrat vlada veliko prijateljstvo. Ampak ta knjiga je pomenila tudi en mejnik, recimo, v vajnem življenju. Povej nekaj o tem in kako je Pavleta spodbudila, da je še drugo pisal potem, ne? Ja, takrat na predstavitvi sem prvič slišala besedo suho zlato. Tako je mene predstavil, ko je na koncu, ko se ga povabil. Ja, Mira je pa suho zlato. Nisem mogla verjeti, nisem znala se obnašati. No, pomagaj. Ne, pravi, takrat je zaživel nekako, veliko ljudi je bilo, ne, veliko znancev. Je knjiga je debela, ne, tako da, ampak potem je izdal še Rhapsody in Red, ne, tukaj Jim in tudi vnukinja so ilustrirali njegove knjige, pa eno tako fantapolitično zgodbico tudi, ne. In potem je on je recimo zbiral tudi imena vseh žrtev revolucije, recimo, ne, to je zdaj na spletu Nove slovenske zaveze in tako da, torej je delal, ampak takrat si tudi ti začela z mladiko sodelovati in mislim, da smo izdali v naši reviji nekaj zelo zanimivih zgodb, recimo ravno z tega sektorja teh ločenih družin, ne, nekaj jih je v Clevelandu in 3-4 jih je pridobila, da so potem napisali svoje spomine, svoje občutke, svoje doživljanje, ko so se družine po 10 letih spet združevale, ne. Tako da je iz tega potem nastala zamisel, gospa piše zelo dobro, zakaj ne bi razširili to v neko knjigo in je potem, kako je do te knjige prišlo. Ja! A je Rozina tle, tukaj? Je tam. Me nisi objela. Sledi tu. Še sledi, ne? Ja, to je pa zgodba naključja. Njo sem srečala, pred menoj je sedela na avtobusu, ko smo se vrnili iz Kočevskega Roga, ker smo imeli spominsko mašo in to. In smo začeli pogovor, pol pa prav, a poznate Pavleta Borštnika? Sem rekla, ja, tako, oddaleč. Ker takrat ga res nisem dobro poznala. Ampak pol je bila še enkrat, je pa prišla uradno, mislim, zbirati arhive. In smo se vozili skupaj, ne? Ja, pa pri nas je bila nekaj na obisku pol tudi. In takrat sva se s Pavletom začela poznavati. In on ni rad več vozil, ni rad avto vozil več. In sem jaz takrat vozila na sestanek, na primer, ki smo ga organizirali za njo. Ja. Zbiranje gradiva, ja. Univerzitetna knjižnica. Ja, in moram reči, da takrat ljudje še niso zaupali. Toliko časa po vojni, pa niso bili tako zaupljivi. In zato sem vplivala, da so, ko je Andreja Valič predlagala, da bi prišli v Cleveland, sem tebe predlagala, ker si bila, ker si imela naše sosede v družini, no. Sem vedela, da pa ogromno ljudi je iz Šentjošta, tako da je pomagal.
In res boljše ste bili sprejeti. Veliko boljše kot je Rozina, nažalost. To me je naučil in sem vesela, da se je vsaj nekaj naprej zgodilo. Ampak praviš, da je ona vplivala na nastanek knjige? Ja. Ja, povej. Da je spodbudila. Ja, hvala. Ja, vprašala je, če poznaš Pavleta, ne? Ona je takrat iskala založnika, verjetno še. No, v glavnem Rozina mi je za Božič pisala. Predlanskem je bilo, mislim. In me je navdušila, da bi pisala o mojemu življenju. Jaz nisem nikdar mislila objavljati, kje pa. Navajena sem bila majhne spise pisati. Ampak me je podprla in sem rekla, ne smem jo razočarati. In sem začela. Ne vem pa, kako sva se z Ivotom zmenila, da boš ti. Preko sodelovanja pri Radiki, tisti tvoji članki in tako dalje, ne? Potem stvari se razvijajo same od sebe, ne? Vsaka knjiga ima svojo sodo. Ste imela kakšne povezave glede tega? Zdaj se ne spomnim prav natančno, ampak več idej smo imeli tudi v tej zbirki je Rozina Švent izdala eno knjigo, ne? In ob njej sedeča Helena Janežič tudi eno, tako da vse sodelovanje širi in iščemo. Neverjetno. In no ja, tako sem začela spis za spisom in ga pošiljala temu človeku. In trepetala, kaj bo rekel. Ni bilo hudega, ne? Ne, ni bilo hudega. Posebno, kadar si rekel izvrstno. No, prvi del je življenje še v domovini, ne, Sodražica. Ja. Kot je omenil prej Jože, je dvakrat se morala ponovno vključiti v svojo družino. Ne? Najprej kot otrok, ko so jo oddali starim staršem, ne, zaradi hiše, ki so zbombardirali Italijani, pomanjkanja prostora in tako dalje. Pozneje še v Ameriki. Mogoče še en spomin na to Sodražico in potem študij v Novem mestu, pa odločitev za pridružitev očetu. Ja, imam 9 let izobrazbe v Sloveniji. Zadnje je bilo v Novem mestu na učiteljišču. In tisto leto je bilo zame mučno, ker prvič imeli smo izpite za vstop na učiteljišče. In jaz sem mogla delati popravni izpit. In sem bila zelo žalostna, ker mojo sosedo, prijateljico, sva skupaj šle na testiranje. In ona je lepo izdelala, jaz pa nisem. In v tistem času je bilo že govora, da bomo šli v Ameriko. In sem si mislila, saj ni treba, da grem nazaj, ampak pol sem pa premislila, kaj pa, če bodo spet nagajali. Novi red v Sloveniji ni bil
ni podpiral. Kaj še? Tudi življenje Otroke. v zavodu ni bilo prijetno, ne? No, veliko smo enostavno, največ se je šlo zaradi cerkve, ker je bilo, jaz sem bila katoličanka, verna katoličanka. Večina nas je bilo, ampak so nam povedali, da bomo izključeni, če se zve, da obiskuje cerkvene obrede ali kar pač. In tako. Tako opisuješ tudi en sveti večer, ne? Ja, glih to sem mislila, ja. Ja, na sveti večer, seveda za Božič nismo smeli domov. Hodila sem, bili smo v Šmihelu, v nekdanjem notrdamskem samostanu, ja. In naša spalnica je bila 30 postelj in približno toliko študentk, ja. In kar naenkrat ena učenka je šla mimo, pa prav je zagledala bakle pred cerkvijo, so ljudje prišli z baklami k polnočnic. In potem nas je pa vse poklicala k oknu, ker se je vse videlo dol do cerkve. In smo jokale, ker bi bili rade doma, pri jaslicah, pa pri polnočnici. Je zanimivo, da smo bile večina tega. Potem spet z vernostjo povezana epizoda, tista nočna ali zgodnja jutranja spoved, ne? Ja, jaz prijateljica Anica smo bile cel let skupaj in skupaj smo se odločile, da bi bile učiteljice. In za veliko noč nismo smeli domov, seveda. Šli smo en teden pozneje lahko. Mame so skrbele, kako bo velikonočna dolžnost odpravljena. In obe sta se zmenile in naju peljale ob 4 zjutraj na spovedi. In mislim, da naju je spovedoval bodoči škof Lenič, ker je ravno takrat prišel tiste čase. In celo mama in moja starejša sestra sta peli na koru. In so pevci, to je bilo že preden smo odšli, če to dodam, to je bilo par mesecev pozneje. So pripravili poslovilni večer in je gospod Lenič tudi prišel in imamo spominsko knjigo in je tudi podpisal in želel. In poleg tega je pa oddal moji mami pismo za škofa Rožmana, ki je šel že po 45 leta v begunstvo. Ja, in je... V Clevelandu, ne, takrat? Ja, v Clevelandu je gostoval, ja. Pa hodil tudi v Argentino in je bil kot, dokler je bil zdrav, je obiskoval vse slovenske skupnosti. In Lenič je nekaj izročil zanj? Ja, Lenič je pismo izročil za škofa Rožmana, ker je vedel, da je v Clevelandu. In naša mama se ga je tisti pas, ušila je, čez pas si je naredila. In
donesla. Ja, ker Lenič je bil tajnik škofa Rožmana med vojno, ne? In v Sodražice je prišel naravnost iz zapora nekako, ne? Ja, ni smel do semenišča, pa tam naravno v Sodražico je mogel priti. In potem ljudje so ga tako dobro sprejeli in on se ne spomni, jaz sem nekaj napisala njegovih v narekovaju, mislim, nekje, ampak... Jaz bi rekel, da prepustimo tudi publiki, da si prebere knjigo, vsega ne bomo povedali zdaj. Ampak, če ima kdo kakšno vprašanje, ali dodatek, ali karkoli, je zdaj priložnost. Prosim.